dober večer, dobri ljudje, bomo rekli, ne, pogumni ljudje, ki se drznete biti na takšnih predavanjih, ne, jaz bom rekel prav drznete, ki so pa res najbolj globoko segajoče v naše same temelje, kot smo že danes malo se rekli, ne. Naslov današnjega predavanja je Prijateljstvo v družini. In lahko me vprašate, kadarkoli me prekinete vmes, ne bom nič zgubil rdeče niti, ne, ker rdeča niti je biti prijatelj. Pred leti sem več enkrat bil, če vam eno čisto na takšno zgodbo povem, čisto na majhno. Svoj čas smo imeli tole železno zaveso, vsi še se spomnite tega, ne. In jaz sem bil na Slovaškem tam v koncih 80-ih. In smo tam pod enim mostom, tam veste, da teče Donava čez Bratislava in je tam pod mostom eni ogromni taki arkadi pisalo: Rusi so naši prijatelji, Rusi so naši bratje, pa niso pa naši prijatelji. Rusi so naši bratje, niso pa naši prijatelji. Napisalo v latinici, ne, tako da Rusi tega niso razumeli in so očitno to pustili. Grozovito, po noči je politika zganjati v cojtle. Ampak, a smo mi res prijatelji tudi v naših družinah? A smo mi z brati in sestrami tudi prijatelji? Brat je sveta stvar, mi to vemo, ne? Sestra je nekaj najbolj svetega in če se z bratom in sestro kregaš v življenje, potem pomeni, da je to nekaj zelo, zelo globinsko segajoče in zelo, zelo boleče. In te trančira vsak dan. Če se zaradi dediščine skregaš in se nikoli ne more zaradi dediščine poravnati in se dobesedno ljudje grdo besedo vlačijo na sodišča in zapravijo vso dediščino in še kredici najamejo in še sposodijo si denar za to, da plačujejo svoje odvetnike, zato da delijo dediščino. Nekaj, kar naj bi bilo tako globoko srčno, nekaj tako globoko očetovo in mamino, nekaj, kar naj bi pripadalo njihovi družini. In če to ljudje počnejo, nocoj seveda ne bomo nikogar obsojali ali kritizirali, ampak samo govorimo o teh strahovitih bolečinah, ki jih imamo. A pokličete vi sestro, ko vam je hudo, pokličeš brata, kadar ti je težko. A je to tvoj najboljši prijatelj, ali pokličeš vse druge ljudi prej, samo njega ne. A pokličeš mamo, ko ti je hudo, rečeš, ok, koga ne bom poklical, ker mi je hudo, očeta, mamo, brate, sestre, torej svoje družine. Ne kličem, vsak drug je lahko prvenstveno torej sprejemnik mojega klica v tistih trenutkih, ko sem najbolj globoko ranjen. Vse ne gre za kritiko, ampak kako to boli, ko se spomniš in rečeš, to so vendar moji ljudje. In jaz vam celo drznem reči, da so to najbolj sakralni, najbolj sveti odnosi, so ravno oče, mama, brat, sestra. Ničesar ni na tem svetu tako svetega, tako pomembnega in tako globoko segajočega. Vsi ostali odnosi so po pogodbi, ne? Mož in žena živita skupaj po pogodbi. Pogodbo sta podpisala, sklenila, prosila Boga, naj stopi v njun odnos, ne, in naredila tam še neko globoko zavezo, podpisala to pogodbo in živita skupaj. Lahko se celo ločita in nikoli več ne prideta skupaj in se poročita na novo. Očeta ne moreš nikoli izgubiti, mame, kjerkoli že je, ne. Tudi če je umrla in se oče trikrat na novo poroči, imaš vedno samo eno mamo. Brata nikoli ne zgubiš, sestra ne zgubiš, lahko se odseli, lahko dobiš najboljšega prijatelja v svojo družino, nekoga, ki je tvoj kolega, ki je tvoj družabnik, ki z njim ustvariš hčerinsko družbo ali pa ustvariš novo podjetje, si uspešen, bogat, poslovnež. Tam pa je tvoj brat, ki je lahko klošar in ostane tvoj brat. Torej, če je klošar po svoji izbiri. Vedno ostane tvoj brat. Je on tudi tvoj prijatelj? Ne vemo. To je včasih ena taka zelo težka odločitev, kdo je zares naš prijatelj. Ali je brat prijatelj, je sestra prijatelj, vam bom ponavljal cel večer to. Ne vemo. A je to stvar odločitve? Ljudje rečejo, jaz se s to sestro ne razumem, nikoli se nismo razumeli, smo popolnoma različnih karakterjev, vedno je ona bila tista, ki je bila
protekcionirana, mami je imela rajši kot mene, ne, oče jo je protežiral tega brata in mene zanemaril, nikoli ni bil z mano in ga danes ne prenašam, se med seboj ne sovraživa ravno, ampak nimamo nobenih odnosov. Je to nekaj, kar je normalnega? Ja, to je življenje. Ni pa nekaj, kar bi bilo osrečujočega. In če bi vi danes se samo ozrli in malo se narisali v mislih svoje družine, priklicali svoje brate in sestre, ki je ta folk, ki so ti ljudje? So to ljudje, ki vas zaznamujejo v življenju? Vsekako. Brat in sestra te ne more ne zaznamovati. Upam, da se to razumemo. Ne morete ne zaznamovati. Vedno je s tabo. Vedno je tam nekje na robu, blizu, je brezbrižen do vas, ne, nikoli ne more biti. Vsak drug je lahko brezbrižen. Ko vi srečate brata, vi ne morete biti do njega brezbrižen. Zakaj ne? Z tega je tako organsko, globoko zarisano v naše srce, ker je to sveto, ker je to božje, ker je to nekaj, kar je najglobljega, kar mi sploh poznamo v življenju. To je brat. A lahko sestro srečate, ko vi objamete vašo sestro, objamete vašo ženo, objamete vašo hčerko, so to trije popolnoma različni objemi. Objamete vašo mamo, je to še četrta oseba v vašem življenju, ali pa tretja, ki do nje čutite nekaj popolnoma drugače. Je čist drug objem, organsko, v telesu začutite nekaj drugačnega. Sestra, brat je nekaj, kar, če je tudi ta prijatelj vaš, potem je to čudovito. Če ni vaš prijatelj, je zmeraj lahko hudo, ne. Vem, da mi ne boste ničesar rekli na tole, ampak bomo cel večer se skušali o tem malo več pogovarjati. Pa če začnemo mi mogoče pri očetu in mami, ker je najbolj jedro vsega. Oče in mama sta velikokrat ravno tisto dva, ki sta v globini vsega, jaz ne bom rekel kriva, ker ne govorimo o krivdi, ampak zelo, zelo odgovorna, kako se njihovi otroci med seboj razumejo. Rekli, naši otroci se ne razumejo, so grozni, so neverjetni, stalne konflikte imajo, ne vem, kaj smo midva zagrešila, se najni otroci ne razumejo. Dragi oče in mami, vidva imata vedno možnost stopiti v njun odnos, vedno lahko greste tja na obisk. Nikoli vas ne bodo van vrgli, tudi če vas lahko greš drugič, tretjič, četrtič. Ja, ne bom se več pogovarjal z njimi, sta skregana med sabo zaradi dediščine, sta se skregali, tako me čakajo, da mi umremo, da odidemo, da nas bodo pokopali, da bodo dobili to lastnino, da bodo dobili karkoli že potrebujejo. Slišimo vse te stavke, ki so izjemno, izjemno boleči. Ampak ko se pa obrne vsa stvar in rečemo, oče in mama nikoli nista prijatelji s svojimi otroci. Sta lahko oče in mama prijatelji z otroci? Prijazno, ja. Je oče lahko prijatelj s svojim sinom? Je mami lahko prijateljica s svojo hčerko? Mi imamo en tak čuden izraz, ki so ga Angleži od nas vzeli, ne, da smo frendice, ne, ste slišali že, da je ta izraz, ne. Midve sva najboljše frendice. Vi ne morate biti najboljša frendica z vašo mamo, zakaj ne? Ja, da ste prijazni, da se dobro razumete, da veliko govorite, da se veliko zaupate, ja. Ampak prijateljice, vi ste vsi stari že 18 let, torej vam lahko vse povem odsoj, ne. Prijatelji si med sabo zaupajo tudi kakšne take intimne stvari, ženske, ki so dobre prijateljice med sabo se bodo tudi pogovorile, čisto take najbolj intimne, spolne stvari, ki se dogajajo v vaših zakonskih ambientih, ne, kako mož deluje, kako žena deluje, če ste zelo dobri prijatelji, boste se to pogovarjali. A vi hočete slišati od vašega očeta, vaše mame, kako ona dva delujeta v njuni zakonski postelji? Nikoli! Zakaj ne? Ja, neki sram pride tam, ne? Pomeni, je to drug nivo, višji nivo. Vem, da ne upate nič vprašati, ne, ampak vseeno. To je višji nivo. Vaš sin je nekdo, ki bo večno vaš sin, ne bo nikoli vaš prijatelj.
tisti, ki imate kakšna družinska podjetja ali pa poznate ljudi s temi družinskimi podjetji, tako dobro veste, kaj to pomeni. Tako izrečno globoko to sega, ne. Se ta dva razumete. Ja, tam morate imeti res eno izjemno razumevanje, ne, oče in sin, ne, da skupaj vodita podjetje. Ali pa dva brata, da skupaj vodita podjetje. To mora biti res razmejeno do konca, strukturirano, kdo, kaj, kako, kje, kdaj in zakaj, ne. In sama morata biti, ne. Da ne vključujeta nobenih drugih stvari, nobenih tajnic, žena, prijateljic, nobenih žensk oziroma nobenih moških, nikogar, midva se zmeniva, ne. Pri nas doma je 6 otrok in vem, da kadarkoli smo se morali kaj takšnega dogovoriti, recimo, ko je oče pred smrtjo, kaj bomo naredili, nekaj je bil v komi 3 mesece in so se potem dogovarjali, a ga dajo v en sanatorij, ga bomo vzeli domov, kaj bomo naredili z njim. Ja, otroci smo se morali sami sestnice dogovoriti, kaj bomo naredili. Tam ni zapisnikarjev, tam ni snah in zetov in tašč in vsega tega. Ne, mi smo. Ker mama je bila v bolnici in je bila pred tem, da jo odklopijo ali ne, ne, se spomniš, da danes imam živo spominu, ko me je sestra klicala, je rekla, ona je v medicini farmacevtka v bolnici, in rekla, kaj ne je zdaj narediti, se rekla, pa sestra, poslušaj, ne moreš si vzeti tole težko nalogo na svoje ramena, to ni tvoje, mi se moramo skupaj vsesti, še danes popoldne in se dogovoriti, ne. Potem nas je mami rešila, ker sama naprej umrla, ne, včasih te rešijo ljudje, ne. Ja, tam pride brat in sestra, a se lahko usedeš in dogovoriš, kako, kdaj, kje, kdo in zakaj. Ja, moraš imeti kar neko globoko vest, pa nazaj k očetu in mami, ne. Ta dva sta vedno naša zagovornika, vedno sta naša sopotnika, nikoli prijatelja, nikoli sodelavca, ampak je čisto popolnoma drug nivo. Jaz vam bom celo drznil en stavek, ne, da se vi z vašim očetom oziroma z vašo mamo nimate zakaj kregati, pardon, oni se nimajo zakaj kregati z vami. A se vi lahko kregate svojo hčerko? Ja, lahko eni povijo ta šport dnevno. To ni nekaj, kar bi mi gojili. Da te me vprašali, zakaj? Pa, ker vaš sin je vedno vaš sin in nikoli ne bo na vašem nivoju. Vi se lahko z vašo ženo in vašim možem prerekate in argumentirate in počnete ne vem katerekoli že orožne vaje in gasilske vaje, kako po domače povedano, ne. Vaš otrok bo vedno vaš otrok, če ste vi stari 80 in on 40, je še vedno vaš otrok. In če ste vi stari 120 in 80, še vedno je vaš otrok in nikoli ne bo drugače. Tudi, ko ste vi senilni in on še pri brihti, ja, takrat se bo namreč nekaj spremenilo, sigurno se bo, ampak še vedno je vaš sin in vaš otrok. Ne vem, kaj vi razmišljate, ko vam iz te stvari govorim, ampak to je sveto, to je res sveto. Tamle v evangeliju imate vi na samem začetku, ko je Jezus vstal v templju, ne, in sta prišla Jezus in Marija mu je malo očitala, ne, je rekla, tvoj oče in jaz sva te žalostjo in skrbjo iskala, kje si bil, kaj je bil njegov odgovor. Ja, njegov odgovor ni bil tam, ja pa res oprostite, ne, naredil sem vama, ne vem katero že grozo, lahko bi tudi to rekel, ne. Židje se znajo tudi upravičiti, ne. Ampak on je povedal nekaj drugega, ne. Zakaj sta vidva mene iskala? Nista vedela, da imam jaz v sebi eno drugo poslanstvo. In biti oče, biti mama je iskati v svojem lastnem otroku ta najgloblje poslanstvo, njegove talente, njegove najgloblje vibracije, senzacije, ambicije in jih uresničiti. Drugače si pa nesrečen oče in nesrečna mama, ker ne moreš biti prijatelj s temi ljudmi. Moraš biti pa prijazen, ja. Jaz vas nočem tle peljati v nekatere vode, to je še zmeraj katoliško, v redu. To ni nova vera, ampak kako pomembno je imeti očeta, ki je ponosen nate. Če začnemo mi pri očetih malo nocoj govoriti. Kako pomembno je imeti očeta, ki je ponosen nate. Zato bi dal vse. Nikoli tega ne nehaš. Nikoli tega ne nehaš.
če gremo še globlje, kako močno je v nas eno najbolj globoko hrepenenje, da bi očeta lahko spoštoval. In če očeta ne more spoštovati, to je ena bolečina, ki nosi se še življenje s sabo in je ne zaceljena. To je ena bolečina, ki ne zveni nikoli. Večno želiš biti ponosen na svojega očeta. In očetov ponos in očetova sreča je, da so otroci spoštljivi do njega. Kdo pa jih nauči spoštovanje? Danes imamo mi eno celo epidemijo tega nespoštovanja, ki je hujše kot vsak COVID. Ljudje se ne spoštujemo. Nismo več prijazni, nismo prijatelji med sabo. Težko najdeš prijaznega človeka. Seveda ga najdemo, ampak zato se moraš potruditi. Sam po sebi to ne doživimo. Ne? In mi govorimo o Slovencih, kako smo razklani, neprijazni, ne vem, kaj vse z nami se narobe. Ne? Jaz prepovedujem popolnoma druge zgodbe. Mi smo izjemno klini ljudje. To je nekaj neverjetnega, kaj smo Slovenci sposobni kljub neprijaznosti narediti. Ko je nekaj hudega, mi stopimo skrb. Mi smo zdaj okoli tega COVID-a razcepljeni in si nam govorijo o neki grozoviti razcepljenosti. Vse res, da smo na površini, ampak znotraj nas je 2 milijona, to je čudež, da smo še zmeraj tu. Kaj nas na Hitler enostavno skuro? Ne, ni. Žide je skoraj iztrebil. Zakaj Slovenci smo čist nekaj drugega, nekaj drugačnega. Klini ljudje, svojo literaturo, svoj jezik, svojo glasbo, svojo kulturo, svoje manere, svoje folkloro. Mi nismo nikoli imeli krize identitete, kdo smo in kaj smo. Smo imeli kdaj to v zgodovini krizo? Ne, pa smo bili podjarmeni pod vsemi mogočimi narodi, te krize nikoli nismo imeli. Sem gledal v Ameriki, smo študiral skupaj z Latvijci, pa Estonci, pa tim. Ja, veste, da oni imajo pa totalno krizo, ker ne vejo, kaj so. So Rusija, so Latvijci, oni ne vejo, kaj so. Slovenci smo to vedno vedeli. Pa ne pride kdorkoli. Pomeni neka klenost v nas je. Nimamo pa spoštovanja drug do drugega. Zakaj pa tega nimamo? To pa nam je res bilo vzeto. In je borba za to spoštovanje. In je borba za prijateljstvo med nami. Imamo malo prijateljstva. Koliko imate vi prijateljev? Dobrih prijateljev. Večina ljudi mi bo rekla, jaz imam take prijatelje, da sovražnikov sploh ne rabim. So obenem kar skrb, ne. Malo za šalo, malo za res. Sploh ne rabim sovražnikov. So že prijatelji, vse uredijo. Z njimi vse uredijo. A smo prijazni ljudje? A so naše družine kraj prijaznosti? To oče odgovoren za to. Tudi mama, seveda se bomo prišli k vam danes. A so naše družine res kraj najglobljega prijateljstva? A so v naših družinah res žarišče prijaznosti, spoštovanja, žarišče, kjer se mi lahko dobro počutimo, kjer gojimo te najgloblje odnose? Ali je to kraj, ki se ga bojiš, od koder vedno odhajaš z žalostjo, z gnevom? Kraj, kamor se nočeš vračati, ker ti je grozno tam, po noči ne smem to izpraševanje vesti tukaj dajati, ne. Ampak kje je naša sreča? Če idemo nazaj tam, potujemo okrog koncentričnih krogov, okrog očeta. Kje je očetova vloga? Ja, ni njegova najbolj bistvena vloga, da je srečen človek. Da je prijazen gospod. To je njegova, zato naj skrbi. Prva in najbolj osnovna skrb je, da bo on sam sebe uresničil v življenju. Kako bo pa to naredil? Ja, če ne bo ponosen na svoje otroke, če ne bo verjel v njih in če ga ne bodo spoštovali, on bo večno nesrečen gospod. In bo predčasno umrl in pustil vso dediščino dodeljeno in se bo mati in njegova žena s tistim garbala in se bodo otroci po sodiščih potem posledično nenehno s tem preganjali in zapravljali denar za odvetnike, ne vemo koga. Na tem smo mi zelo velikokrat, ne. Pa nočem so dediščini, no to vam tle govoriti, da je bilo celo predavanje lahko o tem, ne. Kje je ta oče, ne? Poglejte, oče vstopi v otrokovo življenje pri 2 letih. Otrok star 2 leti te pokliče. Zelo, zelo močno pokliče.
Večinoma ljudi se danes ločuje točno pri 2 do 4 letih zakona, takrat, ko pridejo otroci. Zakaj pa takrat? Takrat postanejo starši. In za vaše otroke, vi ste starejši ljudje, ste v naši generaciji, tam seveda ste vsi še mladi, tam pri 50, 40, ampak vaši otroci imajo celo totalne težave. Zakaj pa? Ste rekli, razvajanje so. Ja, res, da se danes ljudje ločujejo zaradi česarkoli že ne. Zanimivo, da na zahodu sem v Ameriki dolgo časa živel, tam se čedalje manj ločujejo ljudje, ker so začeli zadeve jemati resno, se ne more se kar tako ločevati, ker to namreč pusti dobesedne življenjske rane na tebi. Pri nas se še kar hitro, za vsako malenkost se ljudje ločijo, tako rečemo. Jaz poznal drugo, jaz poznal enega guruja, je odšel, je prvič zaljubila se v nekoga, ki je tako neskončno ljubi in je tak romantičen odnos, da tega pa ona ne bo pustila in enostavno odide, 3 otroci je ne briga, ne. Ja, čez 3 mesece seveda se zgodi vse drugo. Kaj imamo mi toliko teh težav? Ja, tam, kjer se zakonca postaneta, mož in žena postaneta oče in mama, se namreč čisto vse spremeni, drage dame, vi mi boste znali to povedati. Da naenkrat izgubiš vse in si v zaporu s svojim vlastnim otrokom. Tega ne smeš nikomor povedati, ker si dobra mama in ker je to sveto in ker je biti materinstvo nekaj tako svetega in božanskega, da če se kdajkoli kaj pojamraš, je to, kakšna mati pa ti si, a ne? Pa veš, da te je ta otrok osužnil, še k sreči, da se zaljubiš v njega tam na samem začetku, ker drugače kdo bi tega kričača prenašal, ne dame. On se bomo vse povedali, ne? In zdaj izgubiš moža in otrok te zaveže in kje si zdaj? Mož pa pride iz službe in reče, da je toliko utrujen, da gre spat. Ubila bi ga, pa ga ne smeš, ne? Kako si lahko ti utrujen? A ti sploh razumeš, kaj je z mano? Sem cel dan z otrokom. Ja, a ti ni lepo, kaj pa delaš? Cel dan se igra z njim, ne? Dame se spomnite par let nazaj, ne? Ja, se tega mu niste smela nikoli povedati, ne, danes mu že lahko rečete, ne. Takrat si me zapustil, on je pa zgubil ženo, on je naenkrat ostal sam, naenkrat ima doma samo neko kričeče bitje, ki on nima dostopa do njega, ne, ker je mati zavarovala tega otroka in on se ga bojite dotakniti in v roke vzeti, ki ga bo ti padel dol in nič ne znamo in dojiti ne znaš in previjati ne znaš, ne vem, kaj se ne znaš, ne. In tle se ljudje razidejo, ne. Zelo preprosto to govorim. Zakaj pa? Ne znajo potrpeti, bomo rekli. Well, ne vem, če je to samo, da ne znajo potrpeti. Včasih so se ljudje seveda ogromno ukvarjali s tem, da so morali preživeti. Moji stari starši, jaz vem, da ona dva pa res nista nikoli govorila o kakšnih velikih čustvenih stvarih, ki bi si jih zvečer zaupala, ne. Preživeti je bilo treba, ne. Ja, moji bratje in sestre, če kdo ne previje otroka, je že čuden, ne. Moji starši, če bi kdo previl otroka, so rekli, bom previl, samo nikomur ne povej, ker je to vaška sramota, ne, sem spet doma, ne. Malo pretiravam in karikiram, ne. Danes je čisto drugo obdobje. In je ta oče zdaj tisti, ki je tle vir, kaj, česa? Ja, vir, pa jaz ne bom po moški grdo govoril, ker smo naša rasa, ne, ampak tle res moramo vstopiti v ta svet svojih žena, in če ne vstopiš, ne moreš nikoli več ustvariti res tiste prave intime, ker te bo ona to zamerila in bo nosila s sabo in za vsak konflikt, takrat si me zapustil. Ženske imajo pa izjemno dober zgodovinski spomin, ne. Mi vse pozabimo, one pomnijo. One pomnijo, se spomnite lansko leto na morju, kaj je bilo, rekla, veš, koliko sva se vidva skregala tam dol, ločvala se sve, on rekel, ja, nekaj te je res pičilo, ne, mi pozabimo, ona ve vse stavke, točno kaj ste vi tam rekel, da je sitna, tečna in nemogoče za prenašati, to bo ona nosila celo življenje zdaj, ne, kje je tle zdaj kakšna prijaznost, ne, če to otroci poslušajo, moj oče in mami sta neprijazna drug do drugega, ne.
Dobro, dajmo mi nazaj tam hit s tem 2 letom. Ne? Otrok se rodi, otrok pride na svet in tam je v dan očetovo res osnovna naloga, da se čim prej sreče s tem otrokom. Da je čim prej prijazen človek, ker ta otrok rabi prijaznega očeta. Kaj to pomeni? Ja, nekoga, ki bo tega otroka začutil, da si ta otrok ne more pomagati. In dragi očetje, kdorkoli ste vi tukaj nocoj, jaz sem zelo ponosen na vas, da ste tle, ker to je tretja univerza bolj za ženske, ne, ni res, je tudi za moške, ne. In vi, ki ste tle, ste oznanjevalci in sem ponosen na vas, gospodje, ne, tudi če vas je manj, tudi če smo v manjšini, ampak tle je važna kvaliteta, ne kvantiteta. Ne. Ja, potem vam bomo rekli, kako pomemben je tle oče na samem začetku. Kaj on lahko tle naredi, če se odloči, da bo oče, da bo prijazen. Ker vaš otrok si v marsičem, v 90% ne more sam pomagati. Glejte, otroki se vrže na tla, zakaj se vrže na tla? Ker si ne more sam pomagati. In kakšni otroci reče, jaz si ne morem sam pomagati. A mi lahko ti pomagaš, da pridem iz tega ven? V puberteti bodo ti ljudje delali nemogoče stvari. Zakaj? Zato, ker kličejo tebe, oče, bi prosim ti vstopil v moj svet in mi pomagal in bil prijazen z mano, me naučil, kako se v tem svetu preživi. In danes je glavna naloga vsakega starša je, da nauči svojega otroka, kako se srečuje s stresnimi situacijami, ker tam zunaj ni enostavno. Ta svet ni narejen za naše otroke. Tudi za nas ni bil, a ne? A lahko naučiš otroka, da zmore sebe urediti do take mere, da bo lahko v stresnih situacijah, ki so tam zunaj, našel sam sebe in da bo vedno imel v tebi zagovornika, da boš lahko prišel, da boš ti prišel po njega. Saj je bil še v času študije, so nas Amerikanci zanimivo ponočen iz tega, da vam ponavljam, ampak oni so imeli en slogan, eno takšno temeljno stvar, da morajo starši vedno vedeti, kje je njihov otrok, dokler ni polnoleten, da vedno morajo vedeti, kje je, s kom je in kdaj pride domov. To mora vedno vedeti. Da to dobro oče je, da vedno veš, kaj tvoj otrok dela in kje si. Da moraš ga naučiti odgovornosti. Ne? Da če ga tega ne naučiš, bo otrok zgubljen. Torej po naše, po slovensko, delovne navade. Ampak, če te po otroka ob 2 zjutraj nekje od nekod kliče, kjer ne more priti domov, tudi če je čist zabluzil, kot reče naši otroci, ta izraz, torej, da se je čist zgubil, da je zapit in da ne more sam sebi pomagati, nikoli ne pomišljaj, vstan in pet po njega, ker je to tvoj otrok. Ne ga pustiti. Reči, ja, ne, on gre v svoje dno ne doseže, se bo že naučil, bo že prišel ven, očitno mora potrpeti, ne, in pride do tega, da bo končno spoznal, ne, a nisi ti močnejši od ulice, a nisi ti najmočnejši od vsega. Pa ne zdaj, da je to tvoja dolžnost, ampak ker je tvoja sreča v tem, da ti spoštuješ in ceniš in si prijazen do svojega otroka. Vse Gospod je z mano više nocoj. Greš po njega, ker se on ne more sam pomagati. To je, kako gradiš družino. Te rekli, ja, pa to je zdaj tako zelo diši po razvajenosti. Ne. Razvajenost je čist nekaj drugega. A lahko umiriš svojega otroka. Razvajenost je, da mu kupiš polno igrač in mu pustiš, da lahko dela karkoli. To je čista čustvena zloraba otroka, da mu pustiš, da dela kar če. To je čisto čustvena zloraba, ker tega otroka nisi pripravil na življenje tam od zunaj, ki ni enostavno. Ste z mano više tle, ne, se mi ne morate niti prikimati, ne. Prijazen Gospod, jaz nočem vam neko težko nalogo dati, kaj vse mi morate delati in kako ste, ne vem, kje že vse narobe naredili, ker sploh ne gre za to, ne gre za nobeno kritiko. Biti oče pomeni, da v sebi začutiš svojega neboglenega otroka, ki si sam ne more pomagati in te večno rabi. Gentleman, dragi Gospod, ki boš te 80, tvoj otrok 60, boš še zmeraj hodil k tebi po nasvet. Nikoli ne bo prišel, oče, pomagaj mi, povem mi, ampak boš ti njega vprašal, a mi lahko poveš, kako ti živiš.
Jaz sem pa toliko ponosen na te, ti pa ne razočaraš. Poglej, ja, veš kaj, sem jaz že narobe naredil. Ja, ampak glej, si vedno moj in vedno lahko prideš do mene. To je oče. To je Bog. Vse ostalo je nesrečen moški, totalno nesrečen moški, ki so ga otroci razočarali, ki so ga otroci sramotili, otroci ponižali, otroci razvrednotili, otroci odšli, otroci niso naredili tistega, kar jim je on rekel, ga niso poslušali, da so vsi zavozili v življenje, neč dosegli, ne. Sploh nočem raje razmišljati o njih, ločeni, ne vem kaj se je, če bi nas poslušali, bi bilo vse drugače. Dragi oče, se lahko ti tle sprostiš, pa rečeš, da je karkoli že v vaših življenjih se dogaja, kjerkoli ste že, pri meni ste vedno dobrodošli. Jaz bom vedno vaš oče. Kaj je to lepo. Mi ločene učimo, vedno. Jaz bom karkoli je že s tvojo mamo, karkoli je že s tvojim očetom, jaz bom vedno zate. To je sveto. Ker to je sveto. Tudi če sva midva neprijazna drug do drugega, jaz bom vedno prijazen do tebe. Ne bom prijatelj, prijateljstvo je čisto popolnoma drugo, prijazen pa ja. Prijazen bom pa vedno do tvoje mame, ne? To je pa pogodba, ki jo sklenemo. Dragi oči, tam pri 2 letih, ko se otrok ob tla vrže, ne ga nes pod tuš, ne, pa bo že videl, nikoli več tega ne bo naredil, ne. Mrzo tuš in bo nikoli več ne bo takšen. Kaj smo s tem naredili? Tega otroka smo s tisto hladno vodo zamrznili in ko bo odrasel, ne vemo, kaj bo delal svojo ženo. Mi smo tako nasilni Slovenci, neverjetno, koliko smo mi kulturen narod, celo dan kulture imamo, ampak pretepo je pa v naših družinah preveč. Kaj imamo mi enega nasilja, tale COVID je prinesel toliko nekega nasilja, da je prav grozno na teh klinikah, ki mi delamo na inštitucijah s našimi sotrpini, ki prihajajo tle pri nas, jaz sem tle na enem inštitutu frančiškanski, družinski, tle klical dnevno, ja, kolikor jih hočete, jaz lahko delam 24 ur na dan. Nenehno, kaj ti ljudje trpijo. Zdaj so naenkrat bili kleščeni v par kvadratnih metrov, ne, in moraš tam cel dan živeti z nekom, ki ga ne maraš. Ti ni tvoj prijatelj, to je tvoj mož. Kako je to preživljati? Zdaj smo se res izčistili, tako ker je ta COVID nekaj groznega, je istočasno nam prinesel neko temeljno postavko, ki smo jo morali vsi predelati. Da so ti ljudje, ki so tukaj ob nas, res zmožni prijateljstvo, da smo mi lahko z njimi prijazni ali nismo. Ne. Tam oči boš poklican, ne, pri 2 letih. In je malo mi tehle polno, vam nočem hormonov, no so tle razlagati, ampak en hormon, ki se pri ženski zmeraj zelo močno izloča, to je pri rojstvu in pri dojenju in pri vsaki navezanosti, ki je hormon zaljubljenosti, je oksitocin. In pri moškem se ne izloča kar avtomatsko, ampak ko se prvič otroka dotakne, ko ga objame, ko se začne z njim igrati, ko ga začne čutiti, se tudi moški zaljubi v svojega otroka. Samo on se mora potruditi. Njemu to ni kar dano. Vam dame je to v naravi dano, razen če pride do kakšne težke poporodne depresije, ne. Če bo to, se 9 mesecev nosiš tega otroka v sebi, po 9 mesecih se vidva že poznata. Pride ta otrok na svet, vidva se samo pogledate, mame, spomnite se, kaj ste rekli, vi temu otroku, ki je prišel na svet, a ti si to, in on je tebe pogledal, rekel, ti si ta, aha, krasno, čudovito, nekaj najlepšega, najlepši trenutek življenja, pozabiš celo na bolečino rojevanja, ne. So pa tudi seveda mame, ki bodo tukaj rekli, da si bi že dolžan 9 mesecev najemnine, ne, ki sem ti zastonjsko dajala, ne. Ja, to ni mama, ne, ampak imamo tudi te dame, ne, si mu že dolžna, takoj, ko se rodiš, si že dolžan. 9 mesecev zastonjske najemnine, ne. Dobro, grdo govorim. Kje tle mama lahko prijateljica s svojim otrokom, smo že danes rekli ne. A je lahko prijazna? Ja, to je pa predpogoj, da je sploh lahko mama. A se lahko ti toliko umiriš, da ne vpiješ, da ne zmerjaš, da ne podcenjuješ, da ne sramotiš. To je
zelo krvavo in zelo težko. Lej, kaj mi je naredil, veš, kaj mi je naredil, z bratom se kriga, cel dopoldne je tle, groza, kričanje, komaj ne moramo se umiriti. A veste, da ti otroci veliko krat, ko pridejo vnuki, ki ste stari starši, že tudi eni tle, gotovo, da ste, ne, tile vnuki k vam pridejo, veste, so pri vas čisto fajn. Pa ne zaradi tega, ker ste vi bolj strogi, ponavadi ste veliko manj strogi, kot so njihovi starši, ampak ko pride k vam, so umirjeni. Zakaj bo doma toliko razgrajajo, ne dajo miru in ne vem, kaj se hoče. Zaradi tega, ker oni organsko, nevrološko hočejo doma, da jih nekdo umiri, da jih nekdo nauči, kako z mirnostjo prihajati v ta svet. To je temeljna naloga. A ni najbolj temeljna naloga, da v službi, kjer si znaš se postaviti zase in to z mirnostjo, da greš v šefovo sobo in mu rečeš, poslušaj, dragi, ne, vem, da je tle to in to zelo bistveno za tole naše podjetje, ampak jaz imam tele in tele pripombe in želim, da se tole upošteva. A lahko greš to k svojemu šefu za eno tako mirnost. Ja, mislim, da kdo bo to naredil, bo dosegel ogromno. Večinoma ljudje pridejo tam s težkimi pritožbami, zmerjenim upitjem, ne, in s tem ne dosežejo nič. Ne. In naši otroci se morajo naučiti, kako v ta svet vstopati z mehanizmi, s katerimi se lahko soočajo v svetu, ki je stresen, ki ni prijazen, ki ni narejen za nas. Poglejte naše politike, so ti ljudje kakšni prijazni ljudje. Malo, ne. Če bi kakšen s prijaznostjo začel se ukvarjati s nasprotno stranko in ne vem, kaj bi mi naredili, ne. Najbrž bi nas bi rekli hinavci, ali ne vem, kaj bi mu rekli, ne. Pa nočemo teh stvari govoriti, ne. Mami, ko se tale otrok rodi, ti vse, kar imamo, imamo od tebe, ne. Vse, kar imamo, in če ste danes stare mame in če ste danes vaši otroci, imajo težave, mami, nikoli ne zamuditi prilike, da se ne bi usedla v avto in se zapeljala svojih hčerk in rekla, poslušaj, kaj se dogaja v tvojem življenju. Vem, da trpiš. Naučite se, da ste prijazni do vaših zetov in snah, ne? To pa je prijaznost, ki je včasih zelo, zelo krvavo težka. Pa si lahko prijazen do snaha in zeta, ne? In tudi, ko s hčerko govoriš, da ne govoriš o zetu. A lahko samo z njo govoriš. To je prijazno. Ker samo to šteje. Drugo bo že uredila ona. Čista tišina, ne? Jaz bom moral enkrat priti v živo, da te me lahko vprašali, da vas bom vse videl. Ne, tle vidim samo enek par vas je toliko prijaznih in toliko, bomo rekli, pogumnih, ne, da pokažete svoje obraze, ne, da lahko se z vas malo gledam. Tle en par, ne, ki je prav krasen, ne. Liljana in Peter, ne vidim, sta pa res. Pa Neža je tle, kaj pa Maša je tle, pa Andreja, pa se pa kar konča, ne. Ja, dobro. Prijazna, si lahko prijazna do mojega fanta, si lahko prijazna do mojih kolegov, ne? Lahko pa govoriš z mamo in vprašaš, kar hočeš, a si lahko necinična in nenasramna do ljudi, ki hodijo v naš svet, ki prihajajo k nam, ne? Se vi niste take, ampak mami, a lahko ti narediš božičen večer, smo zdaj ravno kar imeli, kmalu bomo imeli že veliko noč, ne, kako hitro tole gre. A si lahko ti prijazna dama na božičen večer, ker drugače mi ne bomo mogli ničesar praznovati. Si lahko prijazna. No, da govorimo, da si naš prijatelj, ki ne boš nikoli naša prijateljica, ker to je nemogoče, ne? Ker naša prijateljica je popolnoma nekaj drugega, mi hočemo, da si mama. Ker prijateljice vi ne greste, seveda greste tudi prijateljice, da se umirite, včasih rečete ženske, da grem na en čvek, ne, da se bom prav fajn počutila, ne, lahko vse povem in ona meni pove in se potem boljše počuti, pa gremo na eno kavico, ne. A lahko greste vi z vašo hčerko na kavico in ste tam prijazna, samo drugačne, ker tam vi veste, da o sebi in vašem možu ne smete govoriti, ker to ni njeno. Bo pa zelo zahtevala, da ste vi pa do nje prijazna. Ja, jaz ne bom hodila k njo, se samo o sebi govori, gotovo se, zakaj vas pa ima.
In vaša sreča je, da jo slišite v njeni bolečini. Da ste z mano mame. Samo v tem je vaša sreča. Vse ostalo je ni daj dam, ker to ni daj dam sistem. Biti prijazen, biti prijatelj v družini, vam ponavljam, meni niste stvari že skoraj celo uro, veste, da ste že 45 minut skoraj z mama. Ne? Ja, brat in sestra je tvoj prijatelj. Tam moramo biti prijatelji, če se le da. In če se ne da, vi vedno lahko potrkate na njegova vrata, ga pokličete, ampak ne se pogovarjate o pričo njegove žene. Samo vidva, v redu? Če vidva imate kakršnekoli težave z dediščino, pokličite tega vašega brata ali vašo sestro in pejte skupaj na kavo na nevtralno področje in tam se dajte dogovoriti kako in kaj. Ne? Če imate vi starši z njimi težave, pokličite vsega posebej, zmenite se, usedite se, vprašajte ga, kje je. Ne mu govoriti, moraš biti bolj potrpežljiva, le brat ima pa 3 otroke, ti si pa kar sama, bomo ja njemu več dali, boste imeli še na grob, vam bodo napisali, nepoštena mati. Se ne rabite vi tega, ne? To so težave, kako biti le prijazen, kako biti pošten, korekten, a se lahko z njimi prijazno začnete pogovarjati. Samo to, ne. Ok, mami, ti si nekdo, a ni najhujša stvar, da se mama in hčerka ne razumeta. Jaz ne vem, če je kakšna tragedija na tem svetu hujša, kakor da sta mama in hčerka druga do druge neprijazni. In kdo lahko to reši? Mati, samo ti. Hčerka tega ne more rešiti. Ali smo ne more. Če se mami odloči, da se hčerka ne bo več pogovarjala, da bo se z eno se pogovarjala, z drugo se ne bo, s sinom ima ono dobre odnose, hčerka je bila pa itak skozi nemogoča, že pri rojstvu je delala komplikacije, nikoli ni bila z mano, vedno me je zatirala, drug karakter je ambiciozna, ona bi me prodala, ne vem, kaj sebi že naredila. Poglej tole, ta drugo hčerka, ta je pa ljubeča, prijazna in sine, ta pa je neverjeten, ta bo poskrbel zate, zame, se ta hčerka ne bo nikoli. Ali veste, kakšne krivice mi delamo tem otrokom? Ali greš tišti hčerki, ki ti gre najbolj na živce na kofe. Pa rečeš, povej mi, kaj se med nama dogaja. To je biti prijazen. To je biti mama. Boste rekli, da so to nemogoče projekti, ne, in da to noben ne ve, kako to boli, in absolutno se strinjam in vam podpišem, ker ničesar na tem svetu bolj ne boli, kakor biti z otrokom skregan. Z možem je šport lahko, tudi boli, ne, ampak tam je bolj šport, ne. S hčerko biti, sinom biti skregan in ne razumeti se z njim, je pa to največja bolečina, kar sploh lahko obstoja. Kako hudo je očetje, če ste vi z vašim sinom, ki je čisto zavozen, ne razumete. Ampak veste, kdo ga lahko reši? Noben terapevt, samo vi. Danes se mi terapije moderne učimo, a veste, kaj je moderna terapija? Učimo se, kako biti oče in kako biti mama, kako razumeti zavržene otroke, ki prihajajo k nam, ki jim v življenju ne gre, ki ne more naprej. Pa niso krivi njihovi starši, v redu. Oni morajo odgovornost zase sprejeti to, kar so, kjer so, kar delajo, da tam začnejo živeti naprej. Ne? Ko pa vi vstopite v njihovo življenje, vse se lahko spremeni, vedno. Prejšen tle med očetom in mamo, ne? Oče, ko ti vstopiš v to življenje svojega otroka, tam se lahko čisto vse spremeni, samo da ga ti skušaš poslušati, ne pride s svojimi predsodki tja. Ne? Kaj imamo menjenih očetov danes, ki so skregani s svojimi hčerami? Ali pa je to njegova napol življenjska sopotnica, ne? Njegova čustvena partnerka, ne, ker je njegova žena nemogoča. In bo poklical hčerko in bo rekel, poslušaj, tvoja mati, si veš, kaj je z njo histerična, nobenega nimam, samo tebe imam v življenju. To je čisto zloraba, ani? Ona bo tvoja hčerka. Ona ne more biti tvoja partnerica. In kako hudo je, če vi vaši hčerki ne boste za rojstni dan, zaradi tega, ker ste skregani. Ne pa ona pride k meni. To je vaša nesreča, da tam je nesrečno umrl kot človek, kot moški, kot oče, če ne stopite v življenje s prijaznostjo do tega otroka. Ona se bo naučila, kako biti z bodočim partnerjem ali pa sedanjem, če bo z očetom razrešila stvari.
In mame, kje ste videli? Mame, tam smo ostali, kako grozne, če se mama in hčerka ne razumeta, ki sta obe ženski, obe natančno veste, kaj to telo govori, obe natančno poznate vse ženske vibracije, vse ženska čutenja, ki so veliko globlje, kot so moška, veliko krat, ne, ker vi razmišljate na drugačen način, kakor moški razmišljamo, ne. Ste tudi v prednosti pri nas. Včasih so kakšni ljudje govorili, da smo si zelo podobni, ne, že nevrološko smo si zelo, torej organsko, že po telesnih, organskih stvarih smo si zelo, zelo različni, sicer pa tudi veste, da moški veliko krat se z agresijo ukvarjamo, ne, ženske padejo v depresijo, moški imamo veliko več avtizma, kakor imajo ženske, veliko več shizofrenije imamo mi, kot je imate vi, vi imate pa več demence, kot imamo moški. Tle možgani delujejo čisto drugače. Zato hočeš od očeta čisto druge prijaznostne vzgibe, kakor jih hočeš od babe. Mami je tista, ki ne bi povezala stvari med sabo, mami je tudi tista, ki bo v življenju ogromno tehle naših globoko čustvenih stvari razumela, nikoli pa ne bo naša prijateljica. Mami ne more biti prijateljica svojih hčerko, lahko pa gre tja s svojim sinom niti malo, lahko pa gre tja in se da podučiti, kaj on čuti in misli. Kdo pa vas je naučil, kako biti oče in mama? Najbrž, da se niste tega naučili sami, ampak so največji učitelji so bili kdo? Ja, natančno vaši otroci, ne? Natančno vaši otroci. Dobro, da me boste kaj vprašali? No, ne, jaz govorim še 1 uro, ali koliko časa imate vi to. Nobenih vprašanj. Peter, vi nimate nobenega vprašanja. Ja, lahko bi Ajmo. Ja, recimo, midva sva zdaj že 50 let poročena. Čestitam, čestitam. In imava 3 otroke. Fantastično. Čudoviti otroki, pametni, šolani. Tako da Super. nisva imela nobenih skrbi, takih hudih z njimi. In recimo, jaz Povejte, zakaj ne? Povejte, zakaj ne? Ja, zato, ker so bili pridni, niso No, se kaj sta pa vidva naredila, da so bili pridni, povejte, no. Meni se mi zdi, da sva imela tako eno trdno vizijo, kako mora delati z njimi. Se pravi, sta bila prijazna med sabo in do njih. Ja, ne, ni bilo idealno, no, ni bilo Ja, idealno. ni idealnih družin, gospod. Kor pravi, da je idealna družina njegova, ne govori resnica, ne. No, meni se zdi, da mi manjka recimo bolj ta povezava, ne, ta duševna povezava z otroki, no. Zdaj smo recimo, smo prijazni, pridemo skupaj za Božič in tako naprej. In tudi se vsak dan praktično slišimo, zdaj, ko imamo te povezovalne elektronike, se vidimo tako, kakor mi danes se mi vidimo z svojimi otroci, no, vsaj manj z sinom, več z hčerami, no. Tako. Mogoče lih pri sinu, ne, čeprav, ne vem, on je recimo lih tisti, ki me najbolj razveseljuje tudi, ne. Recimo, da me veseli, da se je poročil cerkveno, da imava vnuke od njega, ne, in tako naprej, ne. Ampak nekako smo na neki malo bolj večji distanci, kakor z hčerami, ne. So ti odnosi zanimivi, ne. Oni se pa razumejo med sabo. So prijatelji med sabo. Ne najbolj. Ja, hčerke so med sabo, sin pa z njima pa ne toliko. Vi ga boste vprašali, kaj se dogaja. Niso tako povezani, ne vem. To je bilo mogoče malo ljubosumnosti že iz mladih nog.
Koliko je pa razlike med njimi? Ja, Ja, med eno hčerko in sinom je 2 leti, ta mlajša je pa razlike z sinom 13 let. No, seveda, to je čez drug svet, ja. To je čez drug svet. To boli zmeraj, če se otroci ne razumejo, ne? Res. Čeprav, kadar pridemo tako skupaj, se v redu komunicirajo, recimo. Ja, seveda. Da bi pričakovala, da se več tudi pokličejo in tako, ne. Tle molitev ogromno pomaga, drage lady and gentlemen, ne? Gospe in gospodje, tle molitev ogromno pomaga. Dajte iti malo na brezje, res. To je, ja, povejte. Tudi to, da so se malo oddaljili od cerkve, ne. Se pa mi molimo za njih. Ja, zaradi tega moliva midva vsak dan, no. Krasno, se sta misionarja, danes ste vsi starši misionarji ratali, res. Tak svet je, vsi divjamo, ne vem za čim ne. Ja, hvala, da ste tole delila z nami, sem zelo vesel. Silvana, kaj boste vi rekla? Hvala, Liljana in Peter, ja. Silvana, kaj boste mi povedala? Kaj ne pa rečem, midva sva poročena 53 let. Wow, čestitke. Imava 2 otroka, 3 vnuke, sin stanuje nad nama v hiši, hčerka čez cesto samo, tako da se vsak dan vidimo, velikokrat jemo skupaj, Bravo. veliko se pogovarjamo z vnuki in vsemi. Tako da nimamo, So prijatelji med sabo. zelo, ja. Nimamo nobenih problemov, res ne, hvala Bogu. Oni se med sabo razumejo. Ja, hčerka in sin se zelo razumeta, mislim, neverjetno sta povezana že od otroštva. To je milost. Ja. Ja, to je milost, ja. Seveda je povezano vse z molitvijo, veliko je treba moliti, včasih se tudi žrtvovati za kakšno stvar, pa poskušati razumeti, če nam kaj ni prav, a ne, ker smo pač... Včasih so ti otroci tako karakterno različni in tako globoko inovativni in ustvarjalni, da se res niti ne morejo. Se to ni nič narobe, če imajo različne karaktere, samo da imajo med sabo, da se lahko pridejo skupaj in da so skupaj z vami, to je največ pomembno. Ja. Da so lahko tam prijazni, ja. Za Božič zvečer imamo skupaj božično večerjo, pa velikonočni zajtrk. Vsak dan se vidimo, ker smo zelo blizu praktično, par metrov narazen, a ne. To je velik blagoslov. To pa sigurno. Ja. Dobro, a se bomo mi kmalu srečali v živo, jaz vas imam prav rad, ne, in vse blagoslove, dragi ljudje. Super, hvala, da ste bili z nami nocoj, ne, hvala za vse vaše odzive.